Kakšni so stroški izvedbe digitalnega marketinga? Ne, raje se vprašamo, kakšni so stroški neizvedbe. Dober dan, dobrodošla, dobrodošel v novi oddaji Point Out Weekly. Za razliko od prejšnjega tedna je danes tukaj spet z mano Nejc. Danes bomo govorila o oportunitetnih stroških neuporabe, neizvedbe digitalnega marketinga. Prejšnjič pa sva z Gajo govorila o tem, kako postati boljši copywriter oziroma tekstopisec. Tako kot vedno vse v zvezi s to oddajo najdeš na naši spletni strani, to je pointout.si/weekly, koliko je to 79, se pravi še enkrat pointout.si/weekly79. Zdaj pa najbolj, da kar začnemo z oddajo. Ja, in mogoče na začetku najprej razloživa, zakaj sva sploh to oddajo izbrala, zakaj se nama zdi pomembno, da kakšno besedo temu namenima. Fora je v tem, da veliko podjetij, sicer zadnje 2 leti je kar veliko podjetij skočil v digitalni marketing, ampak še vedno so pa podjetja, ki so za ograjo. In meniva, da tista podjetja, ki so za ograjo, bi čim prej mogla iti čez to ograjo in digitalnemu marketingu nameniti pozornost. Zakaj? Podjetja po eni strani odlašajo s tem, zaradi tega, ker se bojijo stopiti v neko nepoznano področje. To je neka taka klasična zadeva, ko prevladuje strah, ne vemo, kako bi to sploh izvedeli, ker nam je področje neznano. Naslednji tak razlog je tudi, da ne skočijo tja, ker morda njihova konkurenca še tam ni prisotna. Se pravi, če konkurenca ni, zakaj je potem nam potrebno iti tja? Tako da potem so pa tudi seveda razlogi, koliko nam bo časa to vzeli, a imamo dovolj denarja za vpeljavo tega, itd. In danes bova preko parih zadev poskušala odgovoriti, zakaj se nama pa zdi to pomembno, da ti oziroma tvoje podjetje to čim prej naredi, če še tega ni storilo. Ja, veliko teh stvari izhaja čisto iz nepoznavanja. Ampak, če imamo na drugi strani te razloge, ki jih bova zdaj navedla, pa mogoče kar prvi tak, enostavno izguba konkurenčne prednosti oziroma to, da te konkurenca, o kateri si tudi govoril, prehiti. Če nekako ne delamo zadeve, ki so danes, dajmo ne ovinkart, ampak direkt reči, digitalni marketing je sedanjost, ni nekaj, kar bi podjetja morala početi čez 5 let, ampak nekatera to počnejo že 5, 10, 15 let zelo uspešno. Če še niste stopili na ta vagon, na ta vlak, je zdaj res zadnji trenutek, da to tudi naredite. In nekako vaša konkurenca je zelo verjetno že tukaj. Mogoče ne neposredna, saj neki posredni substituti pa so zelo verjetno že uporabljajo različne digitalne marketinške metode in če jih ti ne boš, tvoje podjetje ne bo, je dost velika nevarnost, da te enostavno konkurenca prehiti. Ja, se izgubljaš tudi na relevantnosti. Se pravi, tvoja blagovna znamka izgublja na relevantnosti, ker ni več v stiku z ljudmi, ki se nahajajo danes na digitalu, kar pomeni, da potem ljudje začnejo tudi na to pozabljati. Konstantno prihajajo tudi nove ciljne skupine, milenijci, generacija Z, pa bova malo več o tem v nadaljevanju kakšno rekla. In če govorimo o tej relevantnosti, bi mogoče en primer izpostavil, in sicer Donata MG. Ko, ne vem, koliko poznate, ampak ko sta bila Donald Trump pa Melania pri papežu, se je takrat zgodila ena taka šala, ko je papež vprašal, s čim pa hraniš Donalda. In ona je odgovorila z potico. In on je razumel pizza. In ko govorimo o tej relevantnosti, je Donald MG takoj zagrabil to, kar se je dogajalo na digitalu. Ljudje so o tem govorili in so iz tega naredili joke in so zapakirali v škatlo pice, so zapakirali narezano potico. In so gor napisali pizza or potica. In pač ljudje so to takoj doumeli, zakaj se gre in kako so nek relevanten dogodek, ki se je zgodil
2 dni, 3 dni nazaj, kako je Donat MG to izkoristil. In tako zadevo, toliko na hiter, da narediš, ker je šlo za nek viralen video, so naredili v tem kratkem obdobju in so bili relevantni za ljudi okoli. Samo eno stvar bi te popravil. Papež jo je vprašal, če ga s potico hrani, pa je ona ga razumela pico. Okay. Ja, to je bil v bistvu cel joke, ki je bil, zato je bil tudi Slovencem toliko bolj smešen. Okay. Naslednja zadeva, taka, ki je nekako jedro digitalnega marketinga, so neki analitični podatki, ki nam jih digitalni marketing kot tak da. V podjetju se dostikrat srečujemo z nekimi odločitvami, ki jih moramo sprejemati, bodisi so to neke povezane čisto poslovno, lahko so marketinške, lahko so nenazadnje tudi finančne in tako dalje. In za razliko od nekih bolj tradicionalnih kanalov na digitalni marketing omogoča to, da lahko nekako stvari zmerimo bolj natančno, dobimo bolj aplikativne neke podatke, na podlagi katerih lahko tudi te odločitve sprejemamo. In če nekako tega ne izvajamo, zgubljamo to priložnost tega vpogleda v dejansko stanje. Ja, da lahko potem te odločitve sprejemamo. In naši kupci so konstantno na spletu in se tudi o blagovnih znamkah pogovarjajo ali pa izmenjujejo mnenja. In če mi na digitalu nismo prisotni, če temu ne sledimo, potem sploh ne vemo, kaj se o naši blagovni znamki govori, ko so ljudje na digitalu. In ljudje so na digitalu. Sej, če sam sebe pogledaš, koliko časa dnevno preživiš na njem, vpet si v različna družbena omrežja, preberaš novice, gledaš kakšne forume in take debate se na takih platformah razvijajo. Ja, velikrat mogoče tudi tukaj dajo tisti, ki ne verjamejo toliko v digital protiargument, v smislu, ok, se jaz itak delam B2B s podjetji, podjetja pa, ne vem, nimajo časa ali pa niso na spletu. Ja, ampak fora je v tem, da tudi v podjetjih delajo posamezniki. In te posamezniki, če že ne v času službe, pa se izven, takrat, ko so nekaj v prostem času, ko so doma, se nahajajo na spletu in vse, kar vidijo, kar nekako se pogovarjajo, debatirajo, vse te zadeve vplivajo tudi na njihove odločitve, ko pa so v službi. Tako da zato je ta prisotnost, ne glede na trg, izredno pomembno. Ja, tukaj bi jaz še to dodal, da se ta networking dogaja danes na digitalu. Se pravi, tudi če ste vi B2B organizacija, do svojih kupcev lahko prijete tudi preko družbenih omrežij. Eden tak je LinkedIn. In vi lahko z nekom navežete stik kot predstavnik podjetja ali pa kot posameznik, že preko digitala. Se pravi, vaše podjetje ni prisotno na digitalu, ampak vi pa ste, na primer, preko LinkedIn profila. In če je tudi vaše podjetje v B2B panogi, to pomeni, da bi samo še dodatno imeli priložnost ali pa izkoristili ta potencial, ki ga digital nudi in povezali svoj marketing z vidika osebnih profilov in tudi pač nekega poslovnega profila vaše organizacije. In tukaj, se pravi, v tem primeru govoriva o tako imenovani socialni prodaji, social sellingu. In tudi LinkedIn je razvil en tak indeks, ki se mu reče Social Selling Index, ki ti sporoči, kako aktiven si ti kot posameznik preko tega družbenega omrežja. Tako da bomo dali en link in si lahko pogledaš, koliko je tvoj skor, koliko je tvoj rezultat, glede na tvoje aktivnosti, ki jih na LinkedInu izvajaš. Ja, zadnjič, ko sem mi to na Messenger poslal, ko sem si malo gledal tudi svoje, tako, če rečem z eno besedo, mind-blowing, kaj dejansko vse vpliva na ta tvoj nek indeks, kaj vse notor upoštevajo, pa tudi ta prvi feedback dejansko, koliko si ti uspešen pri svojih aktivnostih, ki jih počneš. Res da je zadeva, mislim, da še v beta fazi, ampak me nekako že zdaj navdušuje, kam vse to lahko pripelje iz tega vidika, katere podatke lahko dobiš iz tega. Naslednja taka zadeva, ki se jo morate malo brati, če vas na digitalu še ni, je, da se vam zaradi tega lahko tudi zmanjša tržni delež in to na nek dolgi rok, srednji rok prispeva k izgubi prihodkov. Pa tukaj bi v to perspektivo dal, se pravi, eno je vaša konkurenca, ampak tudi če vaša konkurenca gor ni prisotna, se pa konstantno ustanavljajo startupi. In startupi, katerih ti sploh ne zaznaš. Se pravi, sploh ne veš, da obstajajo, ampak se lahko na trgu dogaja nek, po angleško povedan, disruption.
Se pravi, da oni disruptirajo trg. In tukaj bi dal en tak primer, ki nikoli bi rekel, da se bo zgodil, ampak vsi poznamo organizacije, kot so P&G in Unilever, ali pa še bolj natančno Gillette. Bom dal primer britvice, ki je čist, kje se prodajo, v trgovini se prodajo. In ta podjetja, ali pa ljudje, ki zasledimo te zadeve, jih zasledimo preko televizije včasih smo jih. Mogoče tudi kakšno reklamo na digitalu, ampak to je pa to. Ampak potem se je pa, ne vem, 5-6 let nazaj pojavilo podjetje v Ameriki Dollar Shave Club, če se ne motim, ki je svoj poslovni model postavil samo na podlagi digitala in so prodajali svoje britvice po subscription-based modelu in so preko tega ogromno prometa ustvarjali. In potem v letu 2016 je pa podjetje Unilever, zato ker je to podjetje toliko zraslo, ker jim je tudi verjetno vzelo nek tržni delež po eni strani, po drugi strani, ker so pa zaznali priložnost, da s tem tudi oni nadgradijo svoj poslovni model. Se pravi, je Unilever 2016. leta kupil Dollar Shave Club za $1 milijardo. In nekaj podobnega, tudi druga podjetja delajo kot tehnološki velikani, kot so Google, Facebook, Amazon, ki kupujejo podjetja. En tak primer spet, ko se je Instagram začel zažirati v tržni delež Facebooka in je isto, kaj je bilo, 2013, 2012, Facebook kupil za $1 milijardo Instagram, kar se je takrat, vsi so govorili, se spomniš, so govorili, $1 milijardo so dali, pardon izrazu, to je ful preveč, in redki so bili tisti posamezniki, ki so rekli, to je bila pa vredna investicija in še več bi mogel Facebook za to plačati. In danes pa vidimo, koliko je Instagram veliko orodje in koliko prihodkov ustvarjajo na letni ravni samo iz oglaševanja. Ja, danes ta številka čist drugač zgleda kot iz tistega trenutka, mogoče na prvi pogled. Tudi to, ko si govoril mogoče bi sam še to dodal, ko si govoril o tržnem deležu, poleg tega, da ga seveda lahko zgubiš na račun konkurence, se lahko tudi relativno zmanjša, zato ker pa konkurenca gre na splet, a pa nekateri drugi ponudniki so na spletu in tvoj nekak tržni delež relativno pada, čeprav imaš lahko enako prodajo, mogoče celo kaj zrasteš, ampak trg kot tak zaradi spleta zraste. Tudi prej sva omenjala milenice, pa postmilenice oziroma generacijo Z in tako dalje. To so vse ljudje, posamezniki, ki večino svojega časa preživijo na spletu, najpogosteje prek mobilnih telefonov, in če kot podjetje nisi tam prisoten, na nek način izgubljaš stik z njimi, izgubljaš tudi ta stik z njimi, da se mogoče oni enkrat v prihodnje tebi kot neki nadarjeni posamezniki pridružijo, zato ker te dobro ne poznajo, ker jih mogoče drugi bolj pritegnejo svojo prisotnostjo na spletu. Pa podjetje jim ni zanimivo, ne? Tako, ni jim zanimivo. Mogoče je to že samo zato, ker ga ne zaznajo, ker ni nekega awarenessa. Mogoče pa konkurenti delajo celo naslednje korake, ne vem, vlogajo, imajo neke videe, pokažejo, kaj se dogaja, kulturo bolj komunicirajo in to mlade danes veliko bolj pritegne v temu iskanju, ker danes gre vse okrog tega passion, pa neki purpose, pa vsega tega in jih mogoče to niti ne pritegne in tvegaš, da bo tvoje podjetje se mu zgodilo tako, kot danes se dogaja modernim družbam, državam, da imajo nekako staranje prebivalstva, imaš lahko staranje zaposlenih. Ja, jaz bi tukaj še iz tega notranjega vidika distinkcijo naredil ali pa rekel, tudi če se vprašaš, kako to vpliva na razvoj zaposlenih v organizaciji. Seveda pa, če ti ne vlagaš v neke tehnologije, ki prihajajo, s tem tudi podjetje in s tem tvoji zaposleni se ne razvijajo skladno s trgom. Se pravi, nekako, kako bi temu rekel, zamerajo. In je ful pomembno, da se vlaga s tem, moraš gledati to na to, ne gremo samo na digital, zato da smo tam prisotni, ampak tudi so neki, kako bi temu rekel, odzadnji faktori, ki so zelo močni iz tega vidika, ali organizacija tudi notranje
raste. In če pač ne greste na digital, s tem tudi zapostavljate zaposlene in zaposleni potem enkrat čez 10 let, 15, ker bo pa to aktualno, full, bo pa sama organizacija zelo rigidna, ker ne bo imela tega znanja. In kaj, boste takrat začeli izobraževati, pa rekli, gremo zdaj na digital, ja, lahko, ampak boste že zamudili to priložnost, ta moment. Po drugi strani pa, tudi če si zdaj rekel, se jih bomo pa zaposlili, je pa potem ravno to. Če nimate znanja, boste težko privabili ful ambiciozne, talentirane posameznike, ker tisti so najboljši in ne bodo oni hoteli iti v neko organizacijo, ker bi bili oni že lideri, ker bi mogli druge učiti in se ne bi mogli sami razvijati in rasti. Tako da to so pač vsi elementi, ki je tudi, se pravi, ni marketinški element, ampak je pomemben z vidika organizacije podjetja. Ok, še eno zadevo vidim, da imam zapisano, to je nekako povečevanje stroškov na dolgi rok. Zakaj? Sicer treba je poudariti, da seveda tudi več ljudi vstopa pa podjetij na digitalni marketing, se tudi stroški digitalnega marketinga višajo iz preprostega razloga, ker je oglaševanje zaradi tega dražje, ker je več konkurence. Ampak sigurno pa so še vedno veljano, da je digitalni marketing najbrž cenejši, pristopi so cenejši, kot pa neki tradicionalni. In zdaj, če vse celotne budžete vlagamo izključno v neke tradicionalne medije, TV, radio, časopisi, revije in tako dalje, nas to zelo verjetno pride dražji, kot če bi to za seveda nek return, ki ga pričakujemo, kot če bi to delali na digital. In tudi če pogledamo, 10 let nazaj ni bilo toliko enih startupov, kot jih je danes. Predvsem startupov z vidika e-commerce, se pravi e-poslovanja, ki imajo svoje spletne trgovine in te startupi, ta podjetja že danes ful velike prihodke in dobičke ustvarjajo. In to je šlo samo na račun razvoja digitalnih kanalov. Kar pomeni, če oni lahko to delajo, lahko tudi vi. In to je ta priložnost, ki jo je ponudil digital. Ki, če bi šli 50 let nazaj v zgodovino, ni bilo take priložnosti. Danes pa lahko že vsak ustanovi podjetje in z zelo majhnimi vložki, tako kot je Zoran govoril, prodre na trg in naredi ta disruption, o katerem sem tudi prej govoril. Tako da, z majhnimi budžeti lahko že ogromno naredimo. In tudi, če danes še ne vlagaš, in se bom tudi malo nate navezal, če danes ne vlagate, morate pričakovati, da čez 5 let bo vse skupaj dražje, ker bo več konkurence, bolj zasičen trg in takrat bodo pa stroški še posebej veliki. Tako da danes, če mene vprašate, ni ta prav način, da rečemo, ok, digital nam bo povzročil samo stroške, čas bomo rabili, da to naredimo. Ja, ampak danes je veliko ceneje vse skupaj, kot pa bo čez 3, 5, 10 let. Ne vem, kakšno je tvoje mnenje na vse to, kar sva danes povedala z Nejcem, zato te iskreno vabim, da spodaj v komentarje zapišeš kakšno vprašanje, kaj komentiraš, napišeš, s tem se pa ne strinjam, pa rečeš, to sta pa ful dobro povedala, sploh nisem pomislil na to. Tako da, tako kot vedno, iskreno vabim, da kaj spodaj napišeš. Mislim, da so danes povedala vse, kar smo imela za povedati. Naslednjič govoriva o tem, kaj se nahaja na naši knjižni polici, že 3. taka oddaja, zelo zanimivo bo, smo pripravili kar nekaj dobrih knjig, tako da hvala, ker si bil oziroma bila z nama in pa se vidimo naslednjič. Se vidimo naslednjič, čau. Dio. Why?